Danes v Pomurskem dnevniku situacija v Ukrajini. Iz našega studija. Tekma z Radomljami. Akcija Dobrodelni krof. Jutri bo spremenljivo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ruski napad na Ukrajino je tudi v Sloveniji naletel na enotne, najostrejše obsodbe z vseh strani. Razmere o Ukrajini so bile tudi tema včerajšnje zaprte seje vlade. Na poslopju vladne stavbe in predsedniške palače pa so v znamenje solidarnosti z Ukrajino izobesili ukrajinsko zastavo. Predsednik vlade Janez Janša je v prvi vrsti izrazil solidarnost do prebivalcev Ukrajine. Slovenci smo bili v podobnem položaju pred dobrimi 30 leti, zato vemo, kako se Ukrajinci danes počutijo. In zaradi tega izrazi solidarnosti, ki prihajajo k njim z naše strani, naše misli in molitve prihajajo iz srca, ker vemo, kako težko je v takšnih trenutkih, ko ne veš, ali si sam, ali je kdo s tabo, ali boš dočakal jutrišnji dan, ali se boš ubranil, ali bodo sanje o življenju v demokratični in svobodni državi, kjer boš lahko sam odločil o svoji usodi, preživele ali pa jo bo groba vojaška sila zatrla. Napad je ostro obsodila tudi predsednica Evropskega parlamenta Ursula von der Leyen. Bombs are falling on innocent women, men and children. They fear for their lives and many are dying. And all of this happens in 2022, in the very heart of Europe. President Putin chose to bring back war to Europe. This is a fully fledged invasion in Ukraine. And this fundamentally puts into question our peace order. Vlada je tako že včeraj dala soglasje za nekatere preventivne varnostne ukrepe, ki jih je spremljala Zveza NATO. Dejal mi je, da je po njihovih podatkih in po tem, kar se dogaja na bojiščih, popolnoma jasno, da je cilj te ruske agresije obglavljanje ukrajinske države, uničenje ali pa zamenjava vlade ali in predsednika, sedanje demokratično izvoljene strukture oblasti in njihova nadomestitev z marionetno vlado, kakršno je Rusija postavljala v tem delu Evrope v preteklosti. Vendar mi je dejal predsednik ukrajinske vlade, da se Ukrajina bori in da potrebuje pomoč, in tudi v teh urah od najnega pogovora se trudim za to, da skupaj s kolegi iz drugih držav članic Evropske unije in NATO Ukrajini zagotovimo pomoč, s katero se bo Ukrajina lahko ubranila. To je v tem trenutku kratkoročno daleč najbolj pomembno. Ampak ne glede na to, kaj se bo zgodilo danes, jutri in prihodnjih dneh v Ukrajini, v vseh teh pogovorih in vseh teh kontaktih in srečanjih, ki smo jih imeli na ravni Evropske unije oziroma Zveze NATO v zadnjih tednih, lahko rečem, da tako visoke stopnje odločenosti po skupnem odzivu, po skupnih stališčih, po skupnem odporu takšnim agresivnim dejanjem, vsaj v času, odkar je Slovenija članica obeh zavezništev, še nikoli doslej ni bilo. In zaradi tega lahko rečem, da so se tisti v Kremlju, ki so s to dodatno agresivno potezo popolnoma razgalili svoje cilje in svoje dejanja, tokrat zmotili. Predsednik vlade Janez Janša pa je povedal, da je pred nekaj urami govoril tudi s predsednikom vlade Ukrajine. Kot že rečeno, je Ruska federacija včeraj izvršila obsežno agresijo na neodvisno in suvereno državo Ukrajino. O tej temi pa smo se danes, poleg vseh drugih, kot so letošnje supervolilno leto, vpliv madžarskega kapitala in stanje vladavine prava pri nas v Sloveniji, pogovarjali s poslanko v Evropskem parlamentu Irino Jovevo. Celotni pogovor pa si lahko ogledate že čez nekaj minut. Najprej moram seveda obsoditi vse, kar se dogaja v Ukrajini oziroma rusko agresijo proti Ukrajini, da sem natančna. Je pa res, da po drugi strani vse te obsodbe ne bodo pomagale ljudem, nedolžnim ljudem, ne na eni, ne na drugi strani. Zato je treba
ruskemu predsedniku v prvi vrsti dati zelo, zelo jasno vedeti, da nihče ni vsemogočen in da tudi on ni vsemogočen, ne glede na to, da vodi državo, kot je Rusija, in da živimo v 21. stoletju in da obstaja mednarodno pravo, pogodbe, zaveze, memorandumi, dogovori in da preprosto ne more nekdo početi vsega, kar se mu zahoče, predvsem pa nekdo, ki si želi očitno neke druge čase nazaj. Zdaj, kar se tiče diplomatske moči Evropske unije, z diplomacijo se je poskušalo že precej časa. Zdaj, nažalost, so za diplomacijo potrebni dve strani in ena stran, kot lahko vidimo te dni, nažalost ni sodelovala na enak način, zato je bilo treba poseči po sankcijah. Jaz mislim, da je strani Evropske unije zelo dobro, da smo v tem primeru resnično enotni in da smo se zelo hitro in tudi odločno, po mojem mnenju, odzvali. Torej, sankcije so v tem trenutku najbolj ključne in po mojem tudi najbolj primerne. Je pa res, da bi morale biti čim bolj vseobsegajoče in konkretno vključevati tudi Putina samega, ne, in seveda tudi premoženje oligarhov, ki so blizu njegovega režima, bi moralo biti zamrznjeno. Skratka, jaz mislim, da je to glavna stvar, ki bi lahko še toliko bolj povečala pritisk na ruski vladajoči režim. Včeraj je potekala 24. seja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, kjer so med drugim obravnavali predlog sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem mestne občine za leto 2022, predlog letnega programa športa v mestni občini ter predlog sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con. Nekaj časa pa so namenili tudi drugi obravnavi predloga odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022, kjer smo slišali, da je sam proračun danes pripravljen, predlog proračuna pripravljen v nižji vrednosti za 1.761.841 evrov in znaša 32.553.893 evrov. Največ dileme je bilo tudi na tisti koordinaciji vodij svetniških skupin in pa seveda tudi v prvi obravnavi glede projekta energetske obnove zgradb, torej osnovne šole 3, 4 in pa Bakovce. Pri prihodkih se je proračun najbolj zmanjšal pri projektu nadzidave zdravstvenega doma Murska Sobota. Sicer za 1.097.000 iz evropskih sredstev in 211.000 iz strani zdravstvenega doma. Gre namreč za novo uskladitev dinamike izvajanja tega projekta, kolikor bo potrjeno, ker v tem momentu še ni potrjeno, sofinanciranje Ministrstva za zdravje, bo v letošnjem letu bistveno manj izvedeno, ostalo pa v naslednjem letu, ko bo tudi počrpana vsa ta sredstva, ki se letos izjemajo, bodo pa potem na naslednje leto na razpolago. Na seji pa so obravnavali tudi predlog sklepa o prodaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Rist-Dvorec Rakičan, kadrovske zadeve ter različne predloge in pobude. Varovanci Damirja Čontale so minuli vikend proti Aluminiju prišli do prve spomladanske zmage. Že to nedeljo pa Muraše čaka še srečanje z Radomljami. Sicer so črno-beli na lestvici s 33 točkami na 5. mestu, ekipa Radomlja pa z 22 zaseda 8. mesto. Kljub temu pričakujejo trd boj, še posebej, ker bodo na tribunah lahko brez omejitev končno prisotni tudi navijači. Prva spomladanska zmaga proti Aluminiju je dobro vplivala na murskosoboške nogometaše. Lažje je z tega stališča, da je ekipa dobila dodatno samozavest, potrditev dela, na koncu koncev tekme v Kidričevem so vedno izredno težke zaradi same specifičnosti igrišča in vsega tam, in ta zmaga je sigurno neki zagon za naprej. Plus tega smo imeli tudi čez teden več časa, oziroma ta premor do naslednje tekme je daljši, tako da smo lahko še marsikaj postorili na treningih. Črno-beli pa so tudi z Radomljami že odigrali 2 tekmi. Vidno je, da Radomlje ima kvaliteto v fazi napada, dosega precej zadetkov. Proti nam so v jeseni na obeh tekmah dosegli po 2 zadetka, tako v Murski Soboti kot na svojem igrišču oziroma v Domžalah.
Tudi zdaj v prvih 2 krogih so dosegli 5 zadetkov, tako da dosegajo precej zadetkov, ofenzivni potencial imajo. Tu so še dobili tudi nekaj novih igralcev zraven v zimskem prestopnem roku, tako da so vsekakor nevarni, igrivi, fazi napada, ustvarjajo si precej priložnosti, tudi na koncu proti Mariboru so imeli 5-6 izredno lepih priložnosti, rezultat verjetno tudi ni realen popolnoma. Imajo ofenzivno kvaliteto, igrajo odprto, želijo se nadigravati. Sicer pa priprave potekajo tako, kot na vsakega nasprotnika. Zdaj oni so z temi novimi igralci dobili dodatno kvaliteto. Sigurno so boljša ekipa, kot so bili v jesenskem delu, tudi nekaj več izkušenj imajo. Predvsem ta ofenzivni potencial jim je še večji, kot je bil v jesenskem delu. Seveda pa to imajo vse svoje dobre strani, imajo tudi slabosti, katere bomo mogli izkoristiti. Najpomembnejše na tekmi pa bo po besedah trenerja gotovo. Vsekakor moramo biti agresivni, moramo imeti hitro tranzicijo v obe smeri in pa predvsem ta konkretnost, direktnost v zaključkih napadov. Na nedeljskem srečanju pa bodo končno lahko spet prisotni tudi navijači. Vsekakor je to izredno spodbudno za nogomet nasploh, za nogomet v Sloveniji. Upam, pozivam navijače, da v čim večjem številu pridejo na stadion in vsak dodatni navijač je dodatni atom moči za vsakega igralca na igrišču. Srečanje z Radomljami bodo črno-beli odigrali v nedeljo ob 15. na mestnem stadionu Fazanerija. Lions klub Murska Sobota je v sodelovanju z največjo pomursko pekarno Mlinopek in trgovskim centrom BTC Murska Sobota danes in jutri organiziral akcijo Dobrodelni krof, v okviru katere bodo delili krofe na humanitarni tržnici v trgovskem centru BTC v Murski Soboti, v zameno za prostovoljne prispevke za družino v stiski. Več o sami akciji pa nam je povedala organizatorka Vesna Mavčec. Ta dogodek Dobrodelni krof letos poteka premierno oziroma prvič pod okriljem Lions kluba oziroma dogodek nasploh. Ideja je pa prišla iz poslušanja Radia 1. Verjetno poznate akcijo, ko razdelijo vsako leto 30.000 mlinotestovih krofov. In jaz sem to vsako jutro poslušala in sem se rekla, zakaj pa ne bi mi podobni akciji dodali dobrodelno noto in na tak način še mogoče komu pomagali. In na pobudo in seveda povabilo Mlinopeku in pa BTC-ju smo pripravili tak lep dogodek, ker so se vsi pozitivno odzvali na naše povabilo in tako smo danes tukaj in seveda zbiramo sredstva za družino v stiski. Poleg dogajanja v trgovskem centru pa so k sodelovanju povabili tudi pomurska podjetja. Najprej je bila samo ideja, da bi zbirali sredstva na dobrodelni tržnici, kot je ta danes. Potem pa smo zadevo razširili in smo že 660 krofov razdelili domu starejših tukaj v Murski Soboti. Tretji del pa smo rekli, da bomo še povabili pomurska podjetja k sodelovanju, da lahko podjetja razveselijo svoje zaposlene z najbolj slastnimi krofi, to je se pravi na pustni torek, tako da jih naročijo pri nas in mi jih potem tudi v torek, na pustni torek dostavimo in potem lahko seveda dobijo najboljše slastne krofe. Sredstva bodo pa namenjena družini v stiski. Gre se za očeta samohranilca, ki živi s svojim sinom sam in je pomoči res potreben in zdaj še posebej v tem času, ko se začnejo tudi zimske počitnice, ko vsi razmišljamo o nekih počitnicah, razvajanju, smučanju, v bistvu ona dva potrebujeta najbolj našo pomoč in smo rekli, da jim bomo v tem času res z veseljem pomagali in narisali nasmeh na obraz za nekaj časa. Tudi odziv je bil zelo dober, zato pričakujejo, da bodo takšno ali podobno tržnico izvedli še v tem letu. Na spletnem portalu Sobota Info lahko danes preverite podrobnosti tragedije, ki se je zgodila v Šmarju pri Jelšah. Več zanimivih vsebin pa poiščite na spletni strani sobotainfo.com. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 7 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Radencih namerili 7 stopinj, v Lendavi 9, v Krajinskem parku Goričko pa 6 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu precej jasno, drugod bo spremenljivo oblačno. Popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha, pihal pa bo okrepljen severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -2 stopinji, dnevne pa okoli 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo na jugovzhodu pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Še bo hladno in vetrovno. V ponedeljek bo pretežno jasno, veter pa bo počasi slabel. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do 0 stopinj, dnevne pa od 5 do 8 stopinj Celzija. Tako pa smo pri koncu še enega pomurskega dnevnika. Več informacij pa kot ponavadi lahko poiščete na naši spletni strani www.tvideja.si.
Toliko za danes in nasvidenje do prihodnjič.